Pozdravljeni, danes pojdimo v Severno Afriko. Vojna v Severni Afriki je bila pomembna tako za Nemce kot tudi za zaveznike, saj so preko Afrike lahko nadzirali naftna nahajališča, trgovske poti in pristanišča, ki pa so jih kasneje zavezniki tudi uporabili pri izkrcanju v južnem delu Italije. Toda za začetek malo v ozadje. Zakaj so sile osi začele vojno v Severni Afriki? Mussolinijeva Italija je bila krepko v ostanku, tako vojaško kot tudi industrijsko, in ni mogla konkurirati zaveznikom. Zavezniki pa so nadzorovali Sueški prekop in Gibraltarski preliv, in s tem so nadzorovali trgovske poti skozi Indijski in Atlantski ocean. To je Britancem omogočalo odličen prevoz blaga iz Azije v Evropo in tako bi Britanci dobili hud udarec pri kolonijah in trgovini, če bi jim Gibraltarski preliv padel iz rok. Seveda pa so sile osi s tem hotele tudi pridobiti naftna nahajališča, ki so v Afriki, in zaveznike odrezati od oskrbovanja. Začetek vojne v Afriki sega že v leto 1935, ko Nemčija zavrne Versajsko pogodbo. S tem so Italijani dobili veliko samozavesti in so napadli Etiopijo, kar jih je pripeljalo še bliže Gibraltarskemu prelivu. Ampak Italija še vedno ni mogla napasti britanskih kolonij v Egiptu, ker bi izgubili. Ampak ker je Nemčija leta 1940 napadla Francijo, so Italijani večino svojih sil premaknili iz zahodne Libije proti meji z Egiptom. Taktika Italijanov je bil hiter prodor s tanki skozi puščavo proti britanskim oporiščem. V teoriji bi to moralo biti čisto preprosto kot vojskovanje na morju z ladjami. Na njihovo žalost pa je bila puščava velika težava. Italijanom in Nemcem kasneje hitro začne primanjkovati hrane, vode in goriva. Oskrbovalne poti pa so morale prepotovati ogromne poti skozi puščavo, da so lahko oskrbovale vojake in tanke. Rodolf Graziani, generalni guverner kolonij v Afriki, je pripravil obširni načrt italijanskim silam v Afriki za napad na britansko kolonijo. 10. julija 1940 so se že začeli prvi boji. Kot vedno Italijanom tudi tokrat ni šlo dobro. Brez nemške pomoči niso naredili nič. Dejansko so angleške enote že prvi dan zavzele nekaj italijanskih utrdb in zajeli nekaj vojakov. Po 2 mesecih so Italijani izgubili že več kot 3500 vojakov, medtem ko so Angleži izgubili le okoli 100 vojakov. 9. septembra italijanska vojska pod ukazom Mussolinija napade Egipt in Italijani prodrejo 100 km globoko v egiptovsko puščavo, kjer se zgodi, da jim oskrbovalne poti ne morejo dobavljati zalog. Italijani se sicer utrdijo, ampak jih Angleži 9. decembra s hitrim napadom odrežejo od zaledja. Že drugi dan se Angležem uda več kot 20.000 Italijanov. To je bil hud poraz italijanske vojske. Italijani so imeli v Severni Afriki 150.000 dobro oboroženih vojakov, medtem ko je bilo Angležev samo 36.000 in imeli so veliko slabšo opremo kot Italijani. Britanci kasneje naredijo protiofenzivo in Italijanom vzamejo kar velik del ozemlja v Severni Afriki. Nemci vidijo, da gre Italijanom slabo, zato so se kot zavezniki odločili, da bodo v Italijo poslali vojsko, ki se imenuje Afriški korpus, pod poveljstvom enega najboljšega generala Erwina Rommela, ki pa je mimogrede poveljeval tudi na Soči med Prvo svetovno vojno. Naloga Afriškega korpusa je bila zaščita italijanskih enot pred porazom v Severni Afriki. Toda Rommel je kmalu že začel z manjšimi ofenzivnimi napadi, ki so Angleže potisnili nazaj. Rommel kasneje začne globoko prodirati po Afriki in uničuje angleške enote. Ustavi se šele pri Tobruku, kjer mu zmanjka tankov in goriva. Angleži ga potisnejo nazaj, toda to ni trajalo dolgo. Junija 1942 Rommel spet dobi okrepitve in prodre vse do El Alameina, kjer se zgodi odločilna bitka za Severno Afriko. Rommel mora kasneje iz Afrike oditi nazaj v Nemčijo na zdravljenje. V tem času pa se v Afriki naredi proti Nemcem prve manjše zmage, pod poveljstvom generala Montgomery. Ko Rommel sliši za neuspehe, Hitlerja prosi za dodatne enote, ampak mu jih Hitler ne more dati. Ogromno njegovih enot je sedaj v Rusiji in poskuša rešiti situacijo v Afriki, ki pa je že izgubljena.
Britanskih in zavezniških enot je bilo dvakrat več kot nemških. Ampak kljub temu, da je bilo zaveznikov veliko več kot Nemcev in da so imeli veliko več tankov, je umrlo ogromno zaveznikov v Severni Afriki, da so lahko porazili Nemce in Italijane. Nemci so ustvarili ogromne bunkere in ogromna minska polja z bodečo žico, da so zaveznikom naredili ogromne izgube. Sčasoma zavezniki porinejo Nemce vse do Tunizije, kjer pa se utrdijo in pripeljajo v napad nove enote in nove tanke, med njimi tudi nove nemške tigre. Boji potekajo vse do 13. maja 1943, ko ameriški in angleški zavezniki Nemce obkolijo z vseh strani. Rommel pobegne nazaj v Nemčijo kot tudi del nemške vojske. Ostale nemške in italijanske sile pa se predajo zaveznikom. Kasneje je ta vojna v Severni Afriki ustvarila ogromno politično krizo. Nemci so izgubili ogromno vojakov, ogromno tankov in izgubili so naftna nahajališča v Severni Afriki. Italija je izgubila kolonije in ravno to bo Italijo čez 1 leto prisililo, da kapitulira. In Nemčija bo s tem izgubila svojega najmočnejšega zaveznika. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.